Schengensko območje od svojega nastanka simbolizira idejo povezane Evrope. Idejo največjega območja brez notranjih meja na svetu, ki spodbuja svobodo gibanja in gospodarskega sodelovanja za več kot 400 milijonov ljudi. Od januarja letos uradno bogatejše za 2 novi članici, Bolgarijo in Romunijo. Čeprav je Evropski parlament njun pristop podprl že zdavnaj, there is no justifiable reason not to admit Bulgaria and Romania to the Schengen area. Sta zaradi političnih blokad na zeleno luč čakali kar 18 let, dlje kot katerakoli druga država prej. Za vstop v Schengen morajo države poleg seveda izpolnjevanja strogih tehničnih zahtev in podpore parlamenta pridobiti soglasje vseh držav članic schengenskega območja. En sam glas proti, kot je bil denimo avstrijski, je dovolj, da se proces pridružitve za več let ustavi. Jim dovolimo, da se pridružijo? No, z novim letom so očitno jim, vsaj na papirju. In prvi, ki je na slavju prečkal mejo brez ovir, je bil kuža. A roko na srce, razlogov za slavje ni zares veliko. Če smo nekoč verjeli, da bodo evropske meje samo še padale, danes vidimo nasprotno. Vse več držav uvaja notranje mejne nadzore. V prvi vrsti že omenjena naša severna soseda. Razlogi? Enkrat migracijski pritiski, drugič boj proti trgovini z orožjem, nato terorizem, celo skrb za povečanje antisemitizma. In posledice? Onemogočajo prost pretok ljudi. Otežujejo življenja tistim, ki delajo v sosednji državi. Predvsem pa vnašajo nepotreben razdor med državami. Predvsem pa je tu nevarni domino efekt. Ko to stori ena država, sledijo ostale. Bistvo Schengena, Evropa brez notranjih meja, pa je kje? Pridružitev Bolgarije in Romunije je zagotovo velik korak naprej. Toda pravo vprašanje je, ali bomo kot Evropa zmogli ohraniti Schengen v njegovem bistvu. Pri tem največja nevarnost niso fizične meje, ampak neke druge. In te so morda še bolj nevarne kot tiste na zemljevidih.